diši po lepoti. Dobro, da nismo televizijon, ker bi razneslo ekran. V studiu se mi je pridružila najlepša Slovenka na zemlji, Miss Earth oziroma Miss Zemlje, ki je pravkar prišla iz svetovnega tekmovanja za najlepšo zemljanko, ki se je odvijalo v Vietnamu. To je domačinka, Goričanka, Monika Čavlović. Živjo, Monika! Živjo! Kako si? Odlično. Ja, čestitke za odlično zastopanje Slovenije na tekmovanju za Miss Zemlje. Kako je bilo? Hvala. Odlično, nekaj novega, veliko ljudi spoznaš in še posebej njihova kultura, nekaj nevsakdanjega, no. Ja, in slišal sem, da ste se udeležili tudi nekega maratona, kjer pa si se uvrstila med top 10 misic na svetu. Ja. Kakšne športnice imamo v naših koncih? Še sama sebe sem presenetila. Ja, koliko ste to tekle? 5 kilometrov v bistvu se ne šteje kot maraton, če bi tako pogledali, ampak smo se udeležili tega tekmovanja in ko sem prišla na cilj, sem videla par punc in se reka, kje ste vi? Ja, I'm the first, I'm the second, se reka, jaz sem 9. Se reka, okej. Evo, drugače pa si tudi s svojim talentom blestela, predstavila si se v hip-hopu, plesalka. Ja. Na kater komad? Introduction od Demi Lovato. Okay. Malo sem tam zaplesala, sem pokazala, da je glavni. Potem me tudi poznajo. Ja. In kar je najlepše in najboljše, že skoraj malo čustveno za nas domačine, na glavni proceduri si barve Slovenije zastopala v tradicionalni vipavski noši v rdeče-modri barvi, ki si jo pa sposodila v folklornem društvu Vipava. Tako je. In predsednik društva Soban Vilibald iz folklornega društva. Kaj za vaše društvo pomeni takšna predstavitev noše na svetovnem tekmovanju za Miss Zemlje? Dajte nam povedati. Folklorno društvo Vipava je zelo ponosno, da je Miss Zemlje izbrala prav vipavsko nošo. Obenem bi dodal, da je tudi ponos občini Vipava in celotni Vipavski dolini. Ja, in Monika postala, kar bi lahko rekli, ambasadorka vipavske noše, a je tako? Vse je možno na vsakih prireditvah, če bo ona zadovoljna. Vipava ima zelo razvito turistično destinacijo in bi bila v ponos občini Vipava in Vipavski dolini. Torej ne samo Goričanka, ne? Tako. Tudi celotne severnoprimorske regije, ne? Ja. Ja, in menda si pred leti tudi ti plesala v folklornem društvu, je tako? V Novi Gorici. Aha, v Novi Gorici, jaz kada je sloga Nova Gorica. Kar 13 let sem plesala. Ja, isto. Nekaj neverjetnega, ekipa je bila prava, tako da smo bili res kot ena velika familija in še vedno jih spodbujam, karkoli je, se gre pogledat in to je to. Upam na vse najboljše. Tako, in na tekmovanju v Vietnamu so bili tudi tvoji domači, mama, tata, fant, ne, vsi so prišli. Ja. Je bilo možno srečati tudi kako drugo slovensko zastavo? Je bilo kaj navijačev? Kako je bilo s tem? Spodbujali so me tudi Filipinci, ki so sedeli zadaj. Filipinci! Ja, Filipino. Kaj se tako pri tujinu smehlja? Tako da ja, dosti turistov je tudi prišlo do meni in je rekel, kao bili smo v Ljubljani, tako da vejo, kje je Slovenija. Zelo lepo. No, tudi mi smo bili z mislimi s tabo, smo držali pesti. Hvala. In ko si nas po zmagi v Sloveniji obiskala v našem studiu, pa si na eno vprašanje tako odgovorila, da smo takoj vedeli, da so ta pravo zbrali. Dej vas slišati, kaj mislim. Kaj je bila tista prva beseda, ki bi naučila tujca, kaj bi prošel sem? Oziroma, ali pa beseda ali pa fraza? Aha. Kje si, Mona? Kje si, Mona? Kaj se bomo delali tole fini? Zdaj vsaj vemo, ne, da si prizemljena, Miss Zemlje. Ja. Evo, Monika, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Prinesla si tudi krono pokazati, ne? Ja. Bomo tudi malo kasneje vse to posneli, pofotkali. Dejte si pogledati na naših družabnih omrežjih. Sicer pa držimo pesti, da se ti vzpolnejo vsi cilji tudi v letu 24, mogoče na hitro. Kakšni so plani? Bomo videli sproti. Rada delam majhne cilje, tako da neki bo že.